Mi pa gremo zdaj dlje, hitreje in ceneje z Dejanom, ki je več po svetu kot doma. In veseli smo, da si danes tukaj. Zdravo. Zdravo, Neža. A si ti tudi kdaj na poti jokal tako kot Lena Srna zaradi pomankanja? Ne, nikoli še nažalost. Samo od sreče. To je v redu, Ja. ampak kako dolgo bi pa ti preživel z $10? Če bi rabo, odvisno kje je spet na Manhattanu, verjetno malo težje, kljub temu, da imajo tam tudi dosti smetnjakov, s kateri se da kaj užitnega pobrati, načeloma pa bi se dal kar dolg preživeti s tem denarjem. Sploh, če štopaš, ne? Ker ti veliko Tako. štopaš, preštopal si že celo Evropo. Kaj pa je recimo najdaljši štop, ki si ga dobil tako, z enim prstom? Z enim prstom približno tam med 1500 pa 2000 km nisem šel nikoli računati, to je bilo sred Švedske nekje do Slovenije. In si takoj vedel, da gre v Slovenijo. Ker ti nisi bil namenjen v Slovenijo takrat. Ne, nisem bil namenjen. V bistvu sem šel iz Nordkapa, sem mislil zaokrožiti po Norveški, Švedski, pa pol Danska, pa okoli v Estonijo, kjer sem delal takrat. Ampak se je gospod odločil, da bom jaz šel kar z njim in seveda nisem mogel prigovarjati. Pol, ko smo seveda zvedela, da smo v bistvu na razen doma 40 km. Tako da pot do doma. Pot do doma, ja. Ena od možnosti, ki si jo ti izkoristil, je tudi prostovoljno delo v tujini. Ja. Med drugim si bil tudi cirkuški trener. Kako drži. človek najde takšno delo? Šel sem na slovenski volontariat, ki se nahaja v Ljubljani. Tam so mi povedali, da obstaja program EVS, European Voluntary Service, in da ravno v Estoniji iščejo nekoga, ki bi delal v cirkusu. To se mi je zdelo zanimivo in podpisal. Zdaj pa je že z nami Urša, ki je vso Italijo prepotovala preko vufanja. To pomeni, da je v zameno za hrano in prenočišče delala na kmetijah, ekoloških kmetijah par ur na dan. Zdrav, Urša. Zdravo. Zakaj si se odločila za vufanje? Po končani praksi v Italiji sem se odločila, da še tam malo ostanem, izboljšam svojo italijanščino in pa predvsem, da se naučim raznih kmetovalnih praks, se me to področje zelo zanima. Delala sem praktično vse, od vrtnarstva, vinarstva, čebelarjenja, delo z živalmi, tako da je bilo zelo pestro. Spoznala sem ogromno ljudi, ne samo domačinov, ampak tudi drugih vufarjev, ne samo iz Evrope, ampak praktično iz celega sveta. Najbolj fino se mi je zdelo, da doživiš pristno pokrajino. Naprimer, že jedi, če greš v restauracijo, so čisto drugačne kot pa te, ki jih skuhajo domači. Hvala, Urša. Dejan, poleg prostovoljnega dela pa si ti izkusil tudi plačano delo v tujini, in sicer na Tajskem, kjer si bil potapljač oziroma si inštruiral druge v potapljanju. Tja si šel sam na zmenek in brez znanja potapljanja. Tako je. Da razložim ta zmenek, dobil sem se s punco, s katero smo že prej se poznala, in ona je bila v Avstraliji, jaz v Sloveniji, Tajska je na pol poti, tako da smo rekla, da se dobimo tam. Pol smo v bistvu šla malo po Tajski in na tem otoku, kjer smo na koncu tudi ostala, Pipi se imenuje, to je tam, ko so snemali plažo, Leonardo DiCaprio pa to, smo se ostala, jaz sem se zaljubil v otok, sem rekel, jaz hočem tukaj ostati. Denarja ni bilo toliko, da bi si zdaj lahko planiral, ok, pol leta bom tukaj pa užival na plaži, vedel sem, da bom mogel nekaj poiskati, in že v bistvu isti večer, ko smo prispela tja, smo šla mimo enega plaškega centra, tam so naj ogovorili, šla smo na plažo, jaz sem se zamislil in sem rekel, grem jih vprašati, če imajo karkoli, da bi jaz lahko delal, in so rekli, jutri te lahko preizkusimo, in sem začel kot prodajalec potapljaških izletov. A tebe sploh na potovanjih karkoli skrbi? Ne, največja skrb, ko jo imam na potovanjih, je to, še posebej, če grem na avtoštop, da me ne ujame dež. Tukaj le te ne bo. Zdaj pa 5 stvari, ki so jih Dejana naučila potovanja. Prvič, kako do poceni letalskih kart. Google nam danes dosti pomaga, drugače pa Cheapaware, eDreams.com seveda, pa primerjamo različne letalske ponudnike direktno lahko tudi. Ko smo enkrat na destinaciji, je fino, da imamo kakšno poceni prenočišče ali pa brezplačno, in ena možnost je tudi couchsurfing. Ti si jo že preizkusil. Zakaj? Couchsurfing je fantastičen, zato da najdemo dejansko poceni prenočišče, to je prva stvar. Potem pa nam lahko gostitelji še svetujejo, kaj pogledati, lahko jim povemo, kaj nas zanima v njihovem mestu, lahko nas peljejo, če imajo čas, če ne, pa nam dajo samo dober nasvet. So pa tudi ena pravila, osnove bontona, ki jih moramo upoštevati, če couchsurfamo. Tako,
najlažje bi to primerjal, če greš prijatelju na obisk, si sezuješ čevlje, recimo, počistiš za sabo, če pustiš kaj, če si pripraviš za jesti, pomiješ posodo, ne tako kot mačka z repom, ampak lepo. Tako da osnove bontona, ki jih naj bi vsi vedeli. In če smo že pri hrani, kako čim ceneje preživeti na poti, pa da lahko tudi kaj lokalnega še poizkusiš, ne? Da ne izpustiš te priložnosti. Tako, no, preko couchsurfinga spoznamo gostitelje, ki vedo poceni restauracije, ki imajo lokalno kuhinjo in nam seveda lahko dajo nasvet. Drugače pa, če smo dovolj odprti, vprašamo ljudi na ulici ali pa zavijemo v kakšen hotel in vprašamo na recepciji. Ne sme nas biti strah. Tako je. Pogosta začetniška napaka, ko potujemo, je preveč prtljage. Kaj ti vzameš s sabo in kaj je tisto, česar ne? Resnično samo osnovne stvari. To pomeni, da 5 knjig ne rabim imeti s sabo, 10 parov tenisk tudi ne rabim s sabo. Resnično osnovno in količinsko omejim. Eno stvar lahko imam 2 dni zapored. A je kakšna stvar, ki je nikoli ne pozabiš vzeti, ki mora biti s tabo? Zobna ščetka. Hvala in veliko sreče in sonca na vseh potovanjih. Hvala tebi. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.